Živjo in lepo pozdravljeni v še enem tednu, polnem angelskih navdihov. Manca Razboršek je moje ime in sem avtorica knjige Angelski svetilniki, ki je prva v celoti kanalizirana angelska knjiga v Sloveniji oziroma v slovenščini. Sem tudi life coach in mentorica ženskam, ki želijo aktivirati svoj yin, uživati v življenju in navdihovati druge. In prvi teden novega leta smo nekako uspešno prestali. Vsaj meni se je zdelo, da je šla energija zelo navznoter, zelo sem se ukvarjala sama s sabo. Poglejmo pa, kaj nam angeli za ta teden napovedujejo oziroma prinašajo, kako nas želijo navdihniti. Prva karta je vitez ognja. Vitez ognja nas opozarja na stvari, ki se zgodijo zelo nenadoma, zelo na hitro in zahtevajo tudi takojšnjo pozornost. Se pravi, gre za to, da je neka drznost tukaj vzadaj, neka pustolovskost, lahko tudi nemir znotraj tega, a bo že premika ali še ne bo premika, ampak kljub vsemu je treba zadevo dobro premisliti. Se pravi, stvar se zgodi hitro, ampak kljub temu ne smete reagirati prehitro. Pa poglejmo, katere so tiste druge karte oziroma energije, ki se bojo na to navezale. Naslednja karta je ravnovesje nad angel Zadkiel. Se pravi, tukaj gre pa za potrebo po ravnovesju in pa zmernosti, se pravi po tem, da so stvari uravnovešene, da so tudi fair, kakor lahko rečemo. Se pravi, gre za sporazumevanje, za počakati ta pravi trenutek. Kar pomeni, da tale vitez ognja, da je to bolj vezano na to, da nismo v svojem delovanju prehitri, ampak da najprej poiščemo ravnovesje znotraj nas samih. In tudi v prejšnjem tednu smo govorili o ravnovesju. Tako da absolutno je treba tukaj upoštevati to, da je treba poiskati tisto ta pravo mero vsega. Da je treba upoštevati tudi okoliščine, se pravi v smislu, a smo pravični, a je za vse udeležene poskrbljeno. In tukaj nadangel Zadkiel zagotovo pomaga, da vas v tem tednu nekako vodi v tej tudi zmernosti, da energija ne uide prehitro. Veste, mi prevečkrat energijo kar razpršimo, namesto da bi jo včasih tudi zadržali. In pol čutimo tisto ogenj, čutimo strast, čutimo nekaj in potem moramo to že kar nekam ven dati. Ni nujno, včasih je fajn, da to zadržimo in počakamo pravi trenutek in takrat potem energija veliko bolj učinkovito naredi in opravi svoje. Še tole se mi je zdajle. Če je energija znotraj nas, če je dovolj, ker je fajn tako nabita, če ni razpršena, veliko lažje vpliva na manifestacijo. Se pravi, ko želite nekaj kreirati, ko želite nekaj manifestirati, je treba imeti za to dovolj energije, ki bo pritegnila po zakonu privlačnosti tisto, kar želite pritegniti. Če jo pa takoj razpršite, takrat pa potem ni dovolj kritične mase, da tako rečem. In pa dvojka ognja. Dvojka ognja je zelo pozitivna karta in ravno v tej energiji, ki je usmerjena, ki je nekako, kako bi rekla, energija, ki je usmerjena in dovolj prizemljena oziroma dovolj zgoščena, potem pritegne tudi ljudi, ki vam pomagajo. Se pravi, sodelovanje. Tudi pri nadangelu Zadkielu v bistvu sporazumevanju oziroma sodelovanje. Tukaj sodelovanje, nova partnerstva, se pravi nove povezave, ki se ne rabite vse sami.
to se mi zdi je en tak zelo pomembno sporočilo, ki ga večkrat dobim zadnje čase. Ne rabimo vse sami, povezujmo se, sodelujmo, ampak to je treba pa potem preseči ego, a ne. Tukaj nas pa potem majčkeno preveč šejka. Tako da definitivno kar dobra energija v tem tednu. Se pravi, ko začutite neki impulz, ko začutite neko stvar, da bi jo želeli, dajte se usesti sami s sabo, zbalansirati znotraj sebe, poglejte, s kom se lahko povežete in s kom lahko naredite neko skupno zgodbo. To bi bilo to za ta teden, na koncu seveda kot vedno še eno posebno vabilce in pa se vidimo naslednji ponedeljek. Čau, čau. 23. januarja, to je v soboto, bo delavnica energetska higiena. Kaj je to energetska higiena pravzaprav? To je skrb za svojo energijo. To je poznavanje svojih energetskih teles, vključno s čakrami seveda, kako jih lahko začutimo in kako z njimi potem upravljamo, kako s temi svojimi energetskimi telesi, ljudje pač nismo samo fizična bitja, to verjetno ni treba posebej razlagati, ampak kako upravljamo s tem, kako skrbimo za to, da ostaja naša energija pretočna, kako lahko očistimo vse druge energije in ko jih očistimo, potem prepoznamo svojo energijo in je veliko lažje naprej potem skrbeti za vse to. Način, kako jaz delam, je precej intenziven, kar pomeni, da bomo šli po posameznih nivojih, sprav od korenske čakre navzgor z vsemi pripadajočimi telesi in bomo najprej malo govorili o tem, kaj sploh posamezno telo je, kakšna je njegova funkcija. Potem bomo s podporo aura some in vibracijskih esenc poskrbeli za to, da bomo tudi začutili posamezno telo in pa z določenimi vajami. In potem na koncu bomo skupaj z angeli in pa po eni posebni plejadski tehniki, ki mi je bila predana, naredili še čiščenje tega telesa. Tako da kar se bo zgodilo, boste zelo prečiščeni, zelo pretočni po tej delavnici in potem boste tudi lažje ugotovili, kdaj se vam začnejo kakšne stvari pacati, kdaj se doda neka energija, ki ni najboljša in boste lažje začeli upravljati s tem. Ko sem brala knjigo Ogenj, rit in kače niso za igrače, avtorica Milena Miklavčič, ki jo zelo, zelo priporočam, je tam noter pisalo, da so imeli včasih, predvsem moški, v svojih nočnih omaricah take posebne nožičke, da so si postrgali umazanijo dol z kože. In to se mi je zdelo tako, Ampak potem sem se spomnila, da verjetno bojo čez 100 let ljudje, ko bojo slišali, da si mi nismo čist lavre, isto naredili. Tako da energetska higiena je zato nadgradnja osnovne fizične higiene in je absolutno zelo pomembna v tem času. Tako da 23. januarja se vidimo, prijavite se, link je spodaj in se vidimo. Čau. No in takole, ko se vračam, snemanja navdihov se naredi takale čudovita mavrica. To pomeni, da nas čaka resen super teden.